Zdaj imam pa v svoji družbi dve izjemni ustvarjalki, ki sta skupnimi močmi združili ples, zabavo, otroško domišljijo, edinstveno interaktivno doživetje, če želite. Predstavljamo vam namreč prvo plesno interaktivno knjigo v Sloveniji Tina Balerina. V naši družbi pa sta Anita Vihtelič, avtorica knjige Tina Balerina, ter Damjana Golavšek, pevka, igralka, ustvarjalka otroških pesmi. Dobrodošli v našem studiu. Dober dan, živijo. Ja, tukaj smo predvsem zato, jaz sem rekla prej na začetku v napovedniku, da bomo imeli ob koncu oddaje eno zabavo. A ne? In ta zabava se začenja prav zdaj. Gre namreč za eno tako luštno sodelovanje med obema, med vami kot avtorico knjige, med vami gospa Damjana kot pevko in konec koncev kreatorko pesmi, melodije pesmi, ki jo najdemo v tej knjigi. Anita je naredila besedila in potem so nastale glasbe. V bistvu jih je Charlie napisal, jaz sem izvajalka, zabavo pa sem nekako ustvarila sama. Anita, vi ste avtorica. Kako je prišlo do ideje o Tini Balerini? V bistvu jaz že 35 let ustvarjam za otroke, prav specializirala sem se. Tam nekje do 3. razreda, sicer tudi starejše ni problem, ampak za predšolske pa močno sem spremenila, bom rekla, tudi ta plesne smernice v Sloveniji. Drugače pa tako, plesno mesto je praznovalo, oziroma še kar malo praznujemo, ker zabava mora biti, 35-letnico delovanja in smo razmišljali, kaj bomo pa naredili nekaj, da bo nekaj velikega, impozantnega, da bo nekaj ob 35-letnici res pomembno. Smo staknili glave in smo se rekla, potem bom pa napisala knjigo, namreč že pred leti sem napisala eno pesmico Slon in Tina Balerina, ki je potem čakala v predalu in potem sem se lotila te knjige, ki moram reči, da je kar hitro nastala. Pisala sem jo tako, kot da bi mi jo nekdo narekoval. Ko sem razmišljala, kdo bo pa posodil glas Tini Balerini, sem med mnogimi pevkami, tudi otroškimi, izbrala Damjano, ker so mi tudi njene pesmice, njena izvedba, njena srčnost, njena pedagoška smer, tudi po poklicu vzgojiteljica dela z otroki in mislim, da sva na tem področju zelo na stični točki in sta rekla, vprašala sem jo, če bi, in ona je rekla, da bi. Ja, ta knjiga je na nek način poklon, zdaj te obletnici, vašemu dolgoletnemu ustvarjanju. A bi lahko rekli, da je Tina Balerina en tak plesni alter ego vaš? Ja, vsekakor, seveda, pač to, če na hitro pomislim, ta knjiga tudi mene opisuje, čeprav je pravzaprav posvečena eni drugi deklici, ki je kot majhna, 3 leta je bila stara, je ona znala vse moje učne videe na pamet in govorila je, da je ona Anita. Tudi ko se je v vrtcu vprašal, kaj pa boš ti, ko boš velika, je ona odgovorila suvereno Anita. Pač ona bo Anita, ko bo velika. Ne plesna učiteljica, ampak Anita. In v bistvu ta deklica je zdaj stara 14 let, tudi nastopa v tem videu teh otroških kot Tina Balerina, skupaj s svojimi prijateljicami. In ona pravzaprav, tako kot jaz, živi ples. Pa še podobni sta si, zelo sta si tudi podobni. Karakterno, tako da, včasih nekdo misli, da je moja hčerka. Jaz sem mislila. Kako so reagirali otroci, ko so s pomočjo te kode, ko so skenirali kodo, lahko zaplesali s Tino? V bistvu so bili zelo veseli in tudi mi smo želeli ustvariti nekaj, ker vemo, da se pač tehnologiji ne da več izogniti, ampak da to tehnologijo predstavimo na nek uporaben način. Zakaj je to dobro, ne da, bom rekla, v narekovajih otroci visijo na telefonih, na TikTokih in podobno, naj to uporabijo za izobraževanje. Tako da sploh recimo povratne informacije od učiteljic v šolah je to zelo dobrodošel pripomoček. Tako tudi sem zelo bila vesela, ko so mi učiteljice prinesle, oziroma ko so otroci pol mi pisemčka napisali. To je pač res nekaj, kar pogreje srce in zato pač to rada tako delam. Dajte nam majčkeno opisati zgodbico v tej knjigi, toliko, da bomo približno vedeli, zakaj gre, kdo je pravzaprav Tina Balerina, kaj se dogaja z njo. Tina Balerina je deklica, ki vse, kar počne s plesom.
Tudi zjutraj, pravzaprav tudi ko spi, sanja o plesu in zjutraj se odpleše v kopalnico, si obleče krilco, naredi 2 čopka in odpleše v šolo. Tudi v šoli navdihuje svoje učence s plesom, namreč če je kdo slabe volje, ona izvaja smešne gibe tako dolgo, da se vsi do solz nasmejijo. Pravzaprav naredi tudi svojo domačo nalogo, ko grejo učenci v živalski vrt in ona pripravi načrt, kako bo slona pripravila na plesišče. Učiteljica je bila navdušena in zato so pripravili tudi na šolskem plesu to plesno točko, nad katero je bil pa navdušen tudi ravnatelj in kasneje se je tudi ravnatelj in vse učiteljice pozibavale v hopa, copa, hip in hop korakih. Tako da je pravzaprav Tina navdihuje s plesom, tudi fante spravi s plesom na plesišče in tudi z njimi zapleše. No in meni je pa sploh všeč, ker slona priprav plesati, ker slon je pa ena taka prispodoba za vse nas, ki smo malo nerodni, Ja. nismo tako plesoči in Ja, ali mi pa je všeč velike- ta motiv, da... Ja, vse to je bil tudi ja. smisel, ker pravzaprav ta knjigica ne samo, da se pleše, ampak tudi otroke uči, spodbuja. Na koncu te knjigice pa nastopi tudi babica. In ta knjigica kot babica Anita je posvečena gospe Aniti Ogulin, ker takrat, ko sem jaz zaključevala to knjigo, je ona ravno zapustila našo zemljo. Smo tudi z njo zelo lepo sodelovali več let, da smo otroke brezplačno vzeli v naše celoletne programe. In takrat sem rekla, ko sem na koncu prebirala, še enkrat predno je šla knjiga v tisk, sem rekla, zgodbica o babici Carici je pa ravno tako, kot da bi opisovala Anita Ogulin. In sem se odločila, da bo pač potem babica Anita, najprej bila babica po imenu moje babice, potem pa sem spremenila ime in tudi potem smo skupaj za založbo Didakta poklonili 200 knjig Zvezi prijateljev mladine, da so jih potem lahko razdelili med otroke, pa da jih imajo na teh taborih, da Ja, lahko zelo tudi lepo. tam plešejo. Zelo lepo. In ta babica menda ima v knjigi tudi recept za pogum. Ja, to je pa prav poseben recept, ki ga je ona iznašla, to pa so slastne palačinke in ko poješ te palačinke, potem si pogumen in se lahko spopadeš z vsemi težavami, ker babica ima odgovor na vsako vprašanje. Mislim, da si vsi želimo takšnih palačink, se mi zdi. Pa babic, tako Tudi če je. ni babice, lahko palačinke speče mamica ali pa očka. In Takšne za pogum, ne? Takšne da se za ve, ja. pogum, Ja. Tina, ko ste poklicali Damjano, zdaj bom tako rekla, Damjana, ko ste slišali za tole knjigo, ko ste se seznanili z njo, verjetno sta se s Tino že prej poznali, ali ne? Z Anito smo se poznali, Ja, tako, se- ampak nismo pa še sodelovali. Jaz sem vedela za plesno mesto, Ja, seveda, si tudi kdo pa prišla, ne pa ve za plesno mesto. Prinesla CD-je. Ja. Ampak ko ste dobili povabilo, ko ste verjetno tudi v roke vzeli to knjigo, kakšni so bili občutki? Najprej so začele nastajati pesmice, Aha, ker knjiga je se ravno pripravljala za otisk, tako da jaz sem vedela, o čem govori knjiga, o čem bo v knjigi govora, ampak začeli sva z besedili. Besedila sem dobila od pesmica. Ne? Tako, ja. Ja. In potem sva s Čarlijem ustvarjala glasbo, potem je bila 1, pa 2, pa 3, pa 4. Zdaj pa že 5. in zabava je 5., ki pa je pravzaprav ratala zabavni komad za ples na plaži, ne glede na starost. Ja, tako. A si ga ogledamo? Dajmo. Ja, z Dajmo si ga veseljem. ogledati, da naredimo zdaj to pravo zabavo, ki sem jo čisto na začetku omenjala. Po tej pravi zabavi pa pridemo nazaj, pa rečemo še kakšno Ja, na ne bomo temo. pa na glavi stale po videospotu. Lahko delamo prevale, lahko delamo stoje, sklece, kar Lahko želimo. plešemo. Ja, lahko plešemo. In to lahko počnejo tudi naši gledalke in gledalci. Uživajte. Tam za palmo na naši obali smo prijatelji se zbrali. Plavamo, skačemo, plešemo si, zabava v morju nikoli ne spi. Čas je za počitnice, čaka nas zabava. Še preden pridem do obale, že moja misel plava.
niste jih videli, tole koreografijo sta ravno kar izvedli tudi kar na našem kavču, tako Anita kot Damjana. Damjana, pesmi za otroke morajo imeti en tak poseben čut, ne? No, tale je bila res zabavna. Snemanje, kako je potekalo, kje ste snemali? Otroci so imeli verjetno glavno besedo, kaj ne? In v avtu smo rekli, da je sedela prav ta tako imenovana Tara oziroma Tina, kaj ne? Skupaj s prijatelji. V rumeni oblekici smo jo lahko videli. A ne, kakšne svetleče obrazke imajo. Mislim, kako napolnijo vse okrog sebe svojo energijo in to je meni pri otrocih zelo, zelo všeč, ker so tako neposredni. Prav čutiš to njihovo energetsko žarenje, a ne? Ja, in kako je vse skupaj potekalo? Kako ste se zabavali dejansko na tej zabavi? Ja, oni so se verjetno zelo zabavali, ker se znajo še bolj zabavati, kot se znamo mi. Mi smo pa sledili načrtu režiserja Klemna Lorberja in mislim, jaz sem bila zelo pridna. Snemali smo pa v Izoli, ker jaz tudi pravzaprav živim. Tako da pesem nismo sploh pričakovali, da bo ratala taka res poletna skladba, zato nam je bilo pravzaprav žal, da smo en teden zamudili tudi prijavo za Melodije morja in sonca, ker mislim, da bi tja zelo tudi pasala. In ker je pol to se zgodilo vse na hitro, taka res dobra poletna plesna energija, smo rekli pa, dajmo posneti še spot, ker je prav, da ta glasba dobi tudi malo širšo dimenzijo. In tik pred počitnicami smo ga snemali na Črnem Kalu, najprej smo začeli. Tako, najprej smo imeli en vintage avto, tak, res luškan, in pa zabava v Izoli. Po vseh ulicah, po barki. Tako da na hiter je to ratalo. Ja, vse skozi je bila pravzaprav ena taka zabava, ne? In pri snemanju, in po snemanju, in še vedno se zabavate na račun omenjene zabave. Kako pomembno je pravzaprav plesno gibanje pri otroku? To je pa res zelo pomembno tudi, kar se tiče razvoja, ampak ne sploh pri otrocih mi lahko začnemo zelo kmalu. Že ko je majhen otroček, se že pozibava, bomo rekla, ne? Ko da ritem imamo itak v sebi, srce je pač naš ritem prvi, ki ga zaznamo. Tako da zelo je pomembno tudi za motorične sposobnosti, za psihosocialne, ampak pomemben je pa tudi v starosti in še kasneje, kajti dokazano je, da je ples pomaga proti demenci, ker tudi vrtenje, kar ples je, zelo pomaga za ohranjanje možganskih funkcij. Tako da ni ples samo za otroke, ples je za vse starosti, ker pravzaprav ples je zabava. In najbolj pomembno je v življenju, da se zabavamo, ker če smo mi veseli, se zabavamo, se smejimo, takrat smo tudi potencialno bolj zdravi, ne? Kot tisto, ko smo slabe volje, se sikiramo, kregamo in tako naprej. Ples je zdravilo in hkrati zdravnik. No, na katere pesmi iz omenjene knjige še lahko plešemo? Prav na vse. Jaz mislim, da je za vse starosti tudi ena babica carica, palačinke twistis, ki smo prej govorili, ali pa pač Slon in Tina balerina, ki je nekako taka motivacijska, da tudi tisti, ki reče, jaz imam pa 2 levi nogi ali pa ne vem, 2 desni, jaz imam pa 4 noge, jaz sem pa kot slon, ni problema, z voljo se da vse. Jaz kot plesni pedagog, pa pač tudi kot sodnica, ampak na sodniških tekmovanjih moramo seveda upoštevati pravila, ampak rečem, ni pomembno tudi, če nekdo pleše iz ritma, pomembno je, da se zabava. To je pomembno. Tako da pa še pesmica Jaz sem Tina, ki pa pravzaprav s to pesmico predstavi sebe. Najprej veselje in zabava, potem pa mogoče kdaj iz tega profesionalizem postane, ne? Ampak najprej mora biti pa veliko sreče in zabave. Jaz moram reči, da omenim, moja mami se bi bila huda, če bi povedala 86 let stara, pa najbolj čaka, da bo šla vsako nedeljo plesati. In kamorkoli pride, ko vidijo njene osebno izkaznico, številko, letnico rojstva, reče, gospa, a je to res? Ja, Anita, lepa prihodnost vas čaka, ne, če imate kaj po vaši mami. To je tudi meni že tako rečejo. Hvala Bogu. Ja, se pravi, zdaj zabava, kot smo jo videli v videospotu tudi, kaj ne, drugače pa imajo svojo glasbo tudi vse ostala besedila pesmi, ne, Damjana? Vse so uglasbene, s tem, da je vse ostale je uglasbil Charlie, skupaj sva delala aranžma, tukaj je pa obratno, sem pa jaz glasbo naredila, pa sva skupaj delala aranžma, Anita pa vsa besedila.
Marko Hren pa skrbi za to, da mi šibamo takole okrog. Kaj pa čudovite ilustracije, ki smo jih videli? Ilustracije pa naredila Tina Sapunžič, to je pa tudi bilo eno naključje. Moja nečakinja, Manca Vihtelič, je v bistvu bila študentka likovne akademije. In ko je bila majhna, je rekla, jaz bom pa tebi enkrat knjigico narisala, imam tudi enega pajacka, ki ga je takrat narisala. Ne? In zdaj, lani, ko sem to knjigo pripravljala, sem poklicala mojo nečakinjo in je rekla, jaz sem pa zdaj preveč v teh digitalnih medijih, prav imam pa eno sošolko, ki pa res lepo riše, pa je tudi že knjigico naredila in smo se dobili na sestanku. Že takoj, ko je prinesla pokazati, kaj je prej že narisala, ko sem videla, sicer so bile živalice, ko sem videla te učke, kako so bile žive, sem rekla, ja, ta bo ta prava. In ime je Tina, tako da sem rekla, to je že ta prav znak in Tina Sapunčič je ilustratorka te knjigice. Ja. Je krasno. Kaj naj rečem, bilo je prijetno klepetati z obema, dragi dami, lepo, da ste se oglasili v našem studiu, predstavili tole čudovito, zanimivo knjigo, pri kateri lahko torej uživamo tako otroci kot odrasli, kot ste rekli, Anita. Še kdaj seveda dobrodošli v našem studiu. Želim vam še naprej čudovito poletje, pa veliko plesa. Hvala in enako pa hvala za povabilo. Hvala lepa, pozdravček vsem.